Dober večer in dobrodošli na 15. mednarodnem festivalu alpskega cvetja v Bohinju. Danes smo v gosti povabili predstavnika Kmetijskega inštituta Slovenije, gospoda doktorja Branka Lukača, ki nam bo predstavil pilotni projekt Pokljuka, ki se ukvarja z vpeljavo pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic za obnovno degradirane travne ruše. Najlepše se zahvaljujemo Kmetijskemu inštitutu za sodelovanje v tem dogodku, na tem predavanju. Sedaj pa vam kar predajam besedo. Hvala. Pozdravljeni. Tudi jaz bi se najprej rad zahvalil za povabilo, da lahko predstavimo ta projekt. Kot rečeno, prihajam z Kmetijskega inštituta Slovenije. Moje delo je več ali manj povezano s trajnim travinjem, se pravi različnimi načini gospodarjenja. Pri tem imam v mislih gnojenje, različne načine in pogostost košnje, različne načine spravila, vse s ciljem ohraniti kar najboljšo hranilno vrednost krme. Ker imamo v Sloveniji precej pisanih cvetočih travnikov, pa nas v zadnjem času praktično vse, ki se v Sloveniji ukvarjamo s travništvom, teži, kako te vrstno bogate travnike ohraniti. Vemo, da jih izgubljamo, da se travniške površine naglo zaraščajo, bodisi zaradi opuščanja reje živali ali bodisi zaradi intenzifikacije na drugi strani. Zato je smiselno, da najdemo morda neko novo dodatno vrednost, ki bi pomagala te travnike ohraniti ali pa morda celo spet povečati njihov delež. In pridelava ohranjevalnih semenskih mešanic bi morda lahko bila ena od takih možnosti. Pa prosim, če gremo kar na prvi slajd. O čem bo danes tekla beseda? Na začetku bi rad povedal sploh, kaj so to ohranjevalne semenske mešanice. V nadaljevanju predstavil različne načine predelave ohranjevalnih semenskih mešanic, kdaj in kje je smiselna njihova uporaba, možnosti uporabe ohranjevalnih semenskih mešanic in različnih načinov renaturacije degradiranih območij. Potem bi podrobneje pogledali aktivnosti tega predstavljenega projekta in pa seveda, kaj smo se do sedaj naučili v okviru tega projekta. Naprej. Kaj so torej ohranjevalne semenske mešanice? Njihov namen je ohranjanje okolja, značilne kulturne krajine in varovanja genskih virov. Floristična sestava območja izvora ohranjevalnih semenskih mešanic mora predstavljati tipično rastlinsko združbo polnaravnih ekstenzivnih travišč, značilnih za naših 6 fitogeografskih območij. Naprej, prosim. Metode pridobivanja semen za ohranjevalne semenske mešanice so različne. Lahko gre za ročno spravilo ali strojno spravilo z sesalci, komunalnimi stroji, krtačnimi stroji ali kombinacijo različnih metod. Če imate veliko pridnih rok ali pa otrok, lahko tudi kombinirate različne metode, kot na primer na sliki desno zgoraj, kjer je predstavljena kombinacija ročnega zbiranja in pa žetve z krtačnim strojem. Vse metode seveda lahko služijo kot vir semena za neposredno obnovo oziroma za ločeno semenarjenje oziroma pridelavo ohranjevalne semenske mešanice. Naprej, prosim. Zakaj obstaja toliko različnih načinov pridelave semena? Pridelovalna sposobnost travnikov je seveda različna, odvisna od habitatnega tipa. Na rodovitnejših travnikih, kjer je mogoče več kot ena košnja, je prva žetev lahko izvedena že konec junija, pogosteje v začetku julija in je bogata z semeni trav. Kasneje, poznopoletne jesenske žetve, ki ponavadi nastopijo tam v avgustu ali v začetku septembra, so pa praviloma bogatejše z metulnicami in zelmi oziroma cvetočimi dvokaličnicami. Zaradi različnega fenološkega razvoja je nemogoče zbrati seme vseh vrst ob eni žetvi, zato je priporočljivo opraviti več žetev oziroma kombinirati različne načine žetve. Naprej, prosim. Seveda to področje tudi ureja zakonodaja. Pridelavo ohranjevalnih semenskih mešanic ureja pravilnik o pridelavi in trženju ohranjevalnih semenskih mešanic, ki je v skladu z nekoliko
starejšo direktivo komisije iz leta 2010. Pravilnik predpisuje zahteve glede pridelave, posebnosti glede pakiranja in označevanja, uradne preglede, vzorčenja, testiranja in tako dalje. Naj povem na tem mestu še, da se pravilnik o pridelavi in trženju ohranjevalne semenske mešanice navezuje na določbe pravilnika, ki ureja trženje semena krmnih rastlin. Tako da pridelovalci je dobro, da so seznanjeni z obema tema pravilnikoma. Pridelana mešanica je lahko pobrana na nabirnem mestu, semena pa se zunaj nabirnega mesta ločeno razmnožijo, ter se nato ponovno zmešajo, da nastane mešanica, sestavljena iz rodov, vrst ali podvrst, značilnih za vrsto habitata na nabirnem mestu. V tem primeru na sliki gre za mešanico iz slivniškega pohorja, v njej lahko vidimo semena trpežne ljuljke, dišeče bolke, vidimo tudi semena zlatice, ptičje grašice. Skratka, semenska mešanica je že kot rastlinska združba pisana. Naprej, prosim. Lahko je pa tudi neposredno spravljena semenska mešanica, se pravi, da je nabrana na nabirnem mestu, lahko je očiščena ali neočiščena. Kot vidite na sliki, taka mešanica lahko vsebuje precej rastlinskih ostankov, to so bili, deli cvetov, listi, seveda tudi pridejo kakšne žuželke v tako semensko mešanico, kot žrtev žetve s kombajnom, lahko so pa tudi kakšni kamenčki. Slabost tega je, da pač seme te semenske mešanice lahko vsebuje tudi različne glivične bolezni in s tem je možen tudi ta prenos različnih rastlinskih glivičnih bolezni na drugo območje. Druga slabost teh mešanic pa je tudi, da je setev precej manj enakomerna, zaradi tega, ker pač drobna semena padajo na dno vreče. Zdaj, na kratko se dotaknemo še pomembnejših zahtev uvodoma predstavljenega pravilnika. To je, da neposredno spravljena ohranjevalna semenska mešanica ne sme vsebovati določenih rastlinskih vrst. Tukaj lahko vidimo recimo gluhi oves na sliki, ali pa ščavje, ali pa seme predeničevk zgoraj levo. Tudi vsebnost ščavja ne sme preseči določenega utežnega odstotka. Skratka, vsak travnik, četudi je vrstno bogat, ni primeren za pridelavo ohranjevalnih semenskih mešanic. Naprej, prosim. Zdaj pa mislim, da smo nekaj preskočili, mislim, da bi mogli iti nazaj. Ne, pardon, Se pravi, slabosti pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic. Problem je ta, da pridelava, če bi se želeli lotiti, je dokaj nepoznana pri nas. Se pravi, zahteva veliko znanja od pridelovalca oziroma kmeta. Tu mislimo na poznavanje rastlinskih vrst, njihovega razvoja in pa medsebojnih vplivov kasneje, če bi želeli tako mešanico sestaviti. Zahteva dobro setveno pripravo tal. Problem je, da če bi želeli tole semensko mešanico pridelovati, je razvoj posevkov počasen. Velikokrat so nekonkurenčne z običajnimi njivskimi pleveli. Tudi varstvo pred boleznimi je še dokaj nedognano. Na koncu je potrebno tudi so potrebni stroji za sušenje in čiščenje, pa tudi pakiranje tega semenskega materiala. Je pa tudi tržišče zaenkrat v Sloveniji še dokaj nerazvito. Na Kmetijskem inštitutu Slovenije vsako leto sicer zaznavamo določeno povpraševanje po teh semenskih mešanicah, a je trenutno obseg tega povpraševanja še zanemarljiv. Tako da ocenjujemo na nek način, da za slovenske razmere in potrebe, saj trenutno so verjetno primernejši drugi načini pridelave oziroma zbiranja semen. Naprej, prosim.
Kdaj in kje je smiselna sploh uporaba semenskih mešanic? Se pravi, na travnikih z velikim pridelovalnim potencialom na kmetijah ta njihova uporaba ni smiselna. Tam je bolj smiselno, da sejemo požlahtnjene komercialne krmne mešanice, ki dajo velik, zanesljiv in pa kakovostni pridelek. Ohranjevalne semenske mešanice je smiselno uporabljati na travnikih, ki jim namenimo izpolnjevanje okoljskih ukrepov, se pravi, bodisi varovanje habitatov, če pa že v varovanje habitatov nismo vključeni, pa namenimo take travnike, kjer nam pridelava krme ni prioriteta. Drug namen ohranjevalnih semenskih mešanic je pa pri obnovi vegetacije po zemeljskih ali gradbenih delih na javni infrastrukturi, se pravi ob cestah, stadionih, smučiščih, vendar tudi kasneje taka zemljišča zahtevajo ustrezno upravljanje, se pravi ne prepogoste košnje oziroma mulčenje, kot je to pogosta praksa pri nas, na takih zemljiščih potem ni sprejemljivo. Naprej, prosim. Zdaj poznamo tudi različne metode za obnovo travniške biotske pestrosti. To je prenos z semeni bogate biomase, se pravi bodisi pokošen pridelek, seno ali zeleni mulč, setev semenske mešanice lokalnega izvora, ki je vzgojena v ločenih nasadih in trenutno v Sloveniji še žal niso na voljo. Potem vsejavanje posameznih rastlinskih vrst za izboljšanje sestave obstoječe travne ruše. Ta setev je lahko oziroma vsejavanje je lahko bodisi ročno, bodisi z mehanizacijo. Lahko uporabljamo hidrosetev, setev senenega drobirja in pa prenos zgornjega sloja tal, se pravi vključno z vegetacijo, rušo in talno semensko banko. Zdaj ocenjujemo, da so za slovenske razmere priporočljive še tiste, ki so bile bolj poudarjene, temneje obarvane. In zdaj, če pridemo na projekt, v projektu sodelujemo Kmetijski inštitut Slovenije, Športni center Pokljuka in Triglavski narodni park. Projekt traja 2 leti, se pravi, poleg teh osrednjih inštitucij pa so pomembne tudi 4 sodelujoče kmetije. To so kmetije Magdalene Medja, Korošca Janeza, Valentina Zupanca in pa Jakoba Zupanca. Naprej, prosim. Zdaj, ta projekt je večplasten. Ne gre samo za vpeljavo ohranjevalnih semenskih mešanic, ampak smo želeli tudi preizkusiti možnost njihove uporabe. Se pravi, v prvem letu smo izvedli botanični popis izbranih travnikov na kmetijah, preizkušali smo različne metode zbiranja semen, potem smo ta semena posejali oziroma del njih smo namenili množenju. Zdaj, v drugem letu bo pa potekalo ocenjevanje različnih metod, izdelali bomo priporočila za dolgoročno uporabo najprimernejših metod in pa upam, da bojo potem se te metode najprimernejše potem tudi uporabljale. Naprej, prosim. Izhodišče oziroma namen projekta je, da vpeljati pridelavo ohranjevalnih semenskih mešanicah na sodelujočih kmetijah. Te semenske mešanice bi se naj prvenstveno uporabljale pri obnovi degradiranih travniških površin na območju Športnega centra Pokljuka in pa drugih degradiranih območij znotraj Triglavskega narodnega parka. Travniške površine na vseh sodelujočih kmetijah se odlikujejo z zelo veliko vrstno pestrostjo. Zdaj, tukaj na slikah predstavljamo najlepše travnike. Kmetije so sodelovale tudi z nekaterimi manj atraktivnimi travniki, zato je povprečno število vrst nekoliko manjše. Naprej, prosim. Namen projekta pa tudi preizkusiti različne metode obnove degradiranih travniških zemljišč, ki so nastala zaradi spravila lesa po gozdnem poseku na območju tekaških prog iz 2 razlogov: zaradi žledolomov oziroma vetrolomov. Tekaške proge
na območju Rudnega polja pa so se izboljševale tudi zaradi potrebe po organizaciji letošnjega svetovnega prvenstva. To je pa bilo povezano z zahtevami Mednarodne smučarske zveze in pa Biatlonske zveze. Na slikah lahko vidite tele posledice žledolomov in pa posledice, ki so nastale zaradi spravila lesa, se pravi razne kolesnice. Spodaj desno pa je predstavljeno, kako so tole mletje prog in pa pripravo prog izvedli v okviru pač projektni partnerji, to je Športni center Pokljuka. Naprej, prosim. Katere metode zbiranja semen smo uporabili v tem projektu? Glede na relief, se pravi na velike naklone na travnikih, dostopnost teh travnikov, opremljenost kmetij, sta nam ostali na razpolago le dve variante. To je ročno zbiranje semen in pa žetev semen s kombajnom. Ročno zbiranje semen posameznih vrst smo izvajali skupaj z lastniki. Pri ročnem zbiranju smo se odločili za posamezne cvetoče rastlinske vrste, na primer nabirali smo predvsem ivanjščice, škrobotec, navadni primuže, glavinec, pa še več vrst. Nabrali smo pa tudi nekaj vrst trav. Naprej, prosim. Kaj so zdaj prednosti in slabosti žetve s kombajnom? Metoda je zelo učinkovita, če seme požanjemo v optimalnem roku zrelosti semen, želenih rastlinskih vrst. Drugače se pa praviloma priporoča žetev v več rokih. Pridelki v literaturi precej varirajo in znašajo v idealnih pogojih lahko tudi do 200 kg čistega semena. V naših preteklih poskusih so bili pridelki bistveno manjši, se pravi četrtino prej navedenih vrednosti. Razmerje med požeto in pa posejano površino pa lahko znaša 1:1 oziroma 1:2. Se pravi, negativna stran žetve s kombajnom pa je slabo dostopnost travnikov in pa sama teža stroja. Saj na vlažnih travnikih se lahko pogrezne, veliko travnikov, teh vrstno bogatih, pa je nedostopnih, kot sem že prej omenil, se je to izkazalo tudi v našem primeru. Naprej, prosim. Če še nekaj povem o prednostih in slabostih ročnega zbiranja semen. Ročno zbiranje semen je ugodno z vidika, da naberemo seme v najboljšem možnem času zrelosti. Je pa zahtevno iz stroškovnega vidika in pa z časovnega vidika. Potrebno je veliko nabiralcev in pa veliko časa zapravimo za to. Ta način zbiranja je primeren za vzgojne nasade ohranjevalnih semenskih mešanic ali pa obogatitev semenskih mešanic z specifičnimi rastlinskimi vrstami, ki jih ne uspemo pridobiti na drug način, na primer pri žetvi s kombajnom ali krtačnim strojem. Če bi želeli nabrati večje število vrst z namenom sestavljanja kompleksnejše mešanice, na primer z več kot 30 vrstami, se pravi, bi to bilo finančno zelo zahtevno. Kakšna bi bila rešitev? Rešitev bi bila lahko edino v povezovanju kmetov. V tujini, na primer severno od nas, so se kmetje znali povezati v združenje, ki prideluje to vrstno seme za večje semenarsko podjetje. Druga možnost pa je ustanovitev neke socialne kmetije, podjetja, ki bi nudilo ljudem z posebnimi potrebami neko možnost zaslužka. No, v okviru projekta preizkušamo tudi različne metode renaturacije. Kot že rečeno, imajo travniki določene specifike, zato vsega ne bi mogli rešiti z neposredno požetimi mešanicami. Zato smo si zadali, da bi poleg možnosti pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic preučimo tudi možnosti uporabe obstoječih travnikov na kmetijah za renaturacijo oziroma obnovo degradiranih površin. Na območju Športnega centra Pokljuka preizkušamo več različnih metod, to je setev neposredno požete mešanice z kombajnom, potem prenos delno uvele pokošene travniške biomase,
prenos posušene travniške biomase, raztros eno leto starega sena z različnimi načini, potem kombinacijo setve požete ohranjevalne semenske mešanice na pripravljeno podlago z lesnimi sekanci, raztros senenega drobirja v kombinaciji z ohranjevalnimi semenskimi mešanicami in brez. Del smo pa prepustili tudi naravnemu zaraščanju. Del ročno nabranih semen posameznih vrst pa smo namenili tudi za razmnoževanje v vzgojnem nasadu Kmetijskega inštituta. Prosim, če gremo naprej. Če povemo nekaj na kratko o uporabi sena oziroma senenega mulča. Pokošeno rastlinsko maso lahko posušimo na travniku do setve oziroma ustrezno shranimo. Je pa priporočljivo, da je naj setev v isti ali pa naslednji rastni sezoni. To biomaso lahko raztrosimo z obračalnikom oziroma po setvi uporabimo različne valjarje oziroma spustimo živino čez da potlači. Uporaba te metode je primerna za travnike, kjer večina rastlinskih vrst dozori približno istočasno. Na primer, take združbe so z visokim pahovjem ali pa z 100 klasami. Prednost te metode je tudi, da lahko uporabimo na kmetijah uporabimo obstoječo kmetijsko mehanizacijo. Uporaba pokošene neovele oziroma delno ovele rastlinske biomase je časovno oziroma stroškovno učinkovita pri oddaljenosti parcel do 20 km. Se pravi, v našem primeru je to bilo, če so te parcele bolj oddaljene, je boljše, da se poslužujemo drugih metod. Izvajamo jo predvsem v prvi košnji. Pomembno je, da ne čakamo predolgo oziroma da ne pride preveč do odpadanja semen. Pomembno je, da pri košnji ne uporabljamo gnetilnika. Pokošeno maso oziroma biomaso je pomembno, da jo naložimo ob jutranji rosi, da se seme preveč ne otresa, se pravi, da ne prihaja do prevelikih izgub materiala. Pobiranje z nakladalko naj bo nežno, se pravi, da čim bolj omejimo vrtljaje kardanske gredi in pa nakladalke z razdelilnimi valji je lepše razdelijo zbran material kot nakladalke brez tega. Naprej, prosim. Tukaj lahko na teh slikah spodaj lahko vidite uporabo pokošene neovele oziroma delno ovele rastlinske biomase na površinah športnega centra Pokljuka. V okviru tega so določena priporočila. Mi smo se teh priporočil skušali čim bolj držati. Se pravi, transport smo izvedli takoj po košnji, da ni prihajalo do segrevanja materiala. Material naj bi bil čim krajši, se pravi, zrezan in ne daljši od 7 cm. Debelina nanosa materiala je tudi naj čim tanjša in po setvi je priporočljivo valjanje. Nekaj dni po raztrosu pa je priporočljivo, da material obrnemo z namenom, da preprečimo razvoj plesni. Na sliki desno lahko vidite, da kaj se lahko zgodi, če pač tega materiala ne obrnemo. So bile določene plasti, kjer je prihajalo do plesnenja. Kljub vsemu pa ocenjujemo, da smo bili s tem še dokaj uspešni. Naprej, prosim. Zdaj v infrastrukturnem centru Kmetijskega inštituta smo posejali seme 12 rastlinskih vrst. Se pravi, rastlinske vrste smo posejali v manjše parcelice, velikosti 6 kvadratnih metrov. Mislim, da smo malo predaleč z slajdom. En slajd nazaj moramo iti. Tako, ja, hvala. Se pravi, v infrastrukturnem centru Kmetijskega inštituta smo posejali 12 rastlinskih vrst.
se pravi posamezne rastlinske vrste smo posejali v parcelice velikosti 6 kvadratnih metrov z namenom preučiti, kako se rastline odzovejo na tak način pridelovanja. Ugotavljamo, da so najmanj problematične trave, medtem ko se pa cvetoče dvokoličnice veliko slabše odzivajo, se pravi niso konkurenčne običajnim njivskim plevelom zaradi počasnejšega spomladanskega razvoja. Radi bi v okviru tega dela poskusa bi radi tudi preučili možnosti žetve z žitnim kombajnom. Iz literature namreč vemo, da velikokrat so potrebni različni pristopi, ker latje včasih pri nekaterih rastlinskih vrstah ne tolerira žetve s kombajnom, se pravi odpade prej, kot se ga pa dotakne kombajn in tako dalje. Če nekaj še povem na kratko o setvi senenega drobirja. Na splošno setve senenega drobirja ne priporočamo, razen če gre za drobir z znanim poreklom oziroma material iz travnika z znano sestavo. Velikokrat se namreč lahko zgodi, da seneni drobir vsebuje neželene rastlinske vrste. Če se pa že odločimo, je primeren le seneni drobir iz ekstenzivnih pozno košenih travnikov z zrelim semenom trav in zeli. Praviloma ne sejemo starejšega od 2 let, pri starejšem je vprašljiva ta kaljivost. Raztresen material naj bo čim tanjši, ne več kot 2 cm. Priporočljivo je po setvi površino omočiti, da ne prihaja do odnašanja zaradi vetra. Naprej, prosim. No, tukaj lahko vidite prve vidne rezultate v lanskem letu. Na levi strani je raztros zelene biomase, na sredini setev v tla pokrita z sekanci, skrajno desno pa setev neposredne mešanice v gola tla. Prvi vtis je bil ta, da na mestih, kjer imamo poleg zemlje še vsaj nekaj organske mase, bodisi deli rastlin ali sekanci, je vznik nekoliko boljši kot v tleh, ki vsebujejo veliko grušča oziroma tega mletega kamna, do katerega je prišlo po pripravi prog. Naprej, prosim. No, pred dobrim tednom dni, se pravi 2.6., je bilo stanje podobno jesenskemu, s tem, da je na vsojnih pobočjih še zmeraj pokrival sneg. Mi smo kljub temu optimistični z tega vidika, ker je pred nami celo vegetacijsko obdobje, zato se nadejamo, da se bodo vsaj posamezne vrste trav uspešno razvile do generativne faze. Seveda vsak projekt spremljajo tudi določene nevšečnosti. Pri setvi, po setvi konec avgusta oziroma v septembru lani sta bili 2 močnejši neurji, ko je v 24 urah padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter. Posledice lahko vidite na tejle sliki. Na več delih je namreč v dolino odneslo precejšen del rastlinske mase, ki smo jo takrat nanesli, in te stvari smo potem morali sanirati, kolikor se je dalo. Posledica tistih 2 neurij so bila tudi podrta drevesa, tako da so mogli ta podrta drevesa tudi odstraniti. Na slikah lahko vidite posledice gozdarskega forwarderja, tega težkega stroja, se pravi, tak težki stroj zagotovo pusti na terenu kakšne kolesnice. Naprej, prosim. No, zadnja taka nevšečnost ali neprijetnost, ali kako bi temu rekli, je pa debela snežna odeja, ki je, mislim, da verjetno na Pokljuki oziroma na tistem območju niste imeli verjetno zadnjih 10 ali pa 15 let. Poleg tega pa je
govorimo še tudi o dodatnem zasneževanju zaradi potrebe tistega svetovnega prvenstva. Tako smo imeli na progah tudi 120 cm steptanega snega, in kar je nas skrbi zdaj, da je mogoče tudi zaradi tega lahko prihajalo zaradi te dolgotrajne snežne odeje, je prišlo do omejene izmenjave plinov, in da je mogoče zaradi tega tudi del rastlinskih vrst, posajanih rastlinskih vrst tam propadel. Ampak to še v tem trenutku težko ocenjujemo. Naprej, prosim. Kaj smo se naučili? Kljub temu smo se skozi prvo leto projekta marsikaj naučili. Obnova takega biotsko pestrega travinja ima določene specifike, ki jih ne gre zanemariti v primerjavi če bi se obnove tega travinja lotili v dolini. To je krajša vegetacijska doba. V dolini traja vegetacijska doba praktično pol leta, tam gor je vegetacijska doba sigurno krajša za 1 mesec do mesec pa pol. Potem tudi večja količina padavin, ki je na Pokljuki nadpovprečna za slovenske razmere in je imela na izpostavljenih mestih erozijski učinek. Odneslo nam je določeni del biomase, kljub temu, da bi naj ta biomasa preprečevala odnašanje semen. Močan vpliv ima lahko tudi veter, ki lahko odnaša tole rastlinsko biomaso. Potem tudi nizke temperature lahko vplivajo na aktivnost mikroorganizmov, zaradi česar je lahko omejena razgradnja organskega materiala in pa tudi oskrba z osnovnimi minerali za tiste posejane rastline. Na območju športnih projektov, kot so tekaške proge in pa smučišča, je potrebno računati na dalj časa trajajočo snežno odejo zaradi umetnega zasneževanja. Pomemben dejavnik, ki pa lahko vpliva na potek in pa uspešnost ozelenitve, je pa tudi paša, v kolikor le-ta ima dostop do teh obnovljenih površin. Vzeti moramo v obzir, da lahko na takih ploskvah pride do objedanja ali prekomernega gaženja, ampak te bojazni na Pokljuki zaenkrat ni. Naprej, prosim. Seveda je uspeh renaturacije po tem 2-letnem obdobju prehitro ocenjevati. Strokovna literatura uspešnost obnove degradiranih območij ocenjuje skozi 2-krat daljša ali celo večkrat daljša obdobja. Govorimo o 4 do 5, 6 letih. Mi si na koncu tega projekta v prvi vrsti želimo, da bi uspeli doseči zadostno pokritost tekmovalnih prog, več kot 70%, ki bo zagotavljala zadostno stabilnost zemljine in preprečevala vodno erozijo. Želimo si, da bi vpeljava pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic na sodelujočih kmetijah bila uspešna oziroma da bi se te njihove travniške površine uspešno uporabljale pri obnovi degradiranih travnih ruš na območju športnega centra Pokljuka, pa mogoče tudi na območju drugih površin znotraj Triglavskega narodnega parka. Seveda pa si želimo tudi, da bi rezultati tega in podobnih projektov, ki jih izvajamo na inštitutu, spodbudili k podobnim iniciativam v drugih delih Slovenije, da bi se degradirana območja obnavljala na ta način. Preden pa zaključim, bi vam pa rad pokazal še primere dobrih praks ozelenjevanja z ohranjevalnimi semenskimi mešanicami in pa obnove okolice po izgradnjih objektov v tujini in pa primere ozelenjevanja v Sloveniji. Pa prosim, če gremo na naslednji slajd. Tukaj lahko vidite primer rabe ohranjevalnih semenskih mešanic v
Nemčiji, v okolici Allianz Arene, to je stadion nemškega nogometnega moštva Bayerna, FC Bayerna. In pa primer spodaj desno pa lahko vidite primer ozelenjevanja površin v okolici Ljubljanskih Stožic. Se pravi, zgoraj levo imamo lep primer pisanega travnika, spodaj pa imamo primer, ko se je pretirano razmnožil japonski dresnik. Prosim še za naslednji slajd. Tukaj imate še en primer take prakse. Zgoraj levo imate sprehajalno pot oziroma kolesarsko pot v okolici Münchna, spodaj desno pa imamo sprehajalno pot, vsem dobro poznano pot ob žici v Ljubljani. Primer slabe prakse je bil tudi ob gradnji blejske obvoznice, ko sta se prvi 2 leti pohotili običajni njivski pleveli, lahko bi pa že takrat opazovali mogoče kakšne cvetoče dvokaličnice. Naprej, prosim. Druga stvar pa je seveda uporaba semenskih mešanic pri obnovi travnikov pa pašnikov. Tam seveda, kot sem že uvodoma omenil, moramo imeti v mislih tudi pridelovalni vidik, da v mešanice vključujemo tudi rastlinske vrste, ki dajo zadovoljivo kakovost krme. Skratka, če se navežem na ona 2 prejšnja slajda, tudi manjša mesta, kraji lahko poskrbijo za ohranjanje biodiverzitete in pa opraševalce. Možnosti v okolici raznih ustanov, parkov, zelenih otokov, mestnih vpadnic, pešpoti in drugih cestnih povezav je nešteto. Na dolgi rok vzdrževanja biotsko pestrega odseka verjetno ne bi bilo bistveno dražje kot zdaj, ko je potrebno zelene površine v mestih kositi 4 ali večkrat. Bo pa potrebno verjetno spremeniti našo miselnost v zvezi z mulčenjem, pogostnostjo košenj oziroma ustvarjanja tako imenovanih zelenih puščav. Mogoče lahko najprej začnemo vsak okoli svoje hiše oziroma svojega vikenda. Naprej, prosim. Več informacij o sami pridelavi, načinu žetve, sušenju, skladiščenju ohranjevalnih semenskih mešanic lahko najdete v naši publikaciji, ki smo jo izdali že pred izvajanjem tega projekta. Naprej, prosim. Hvala za pozornost. Za več informacij v zvezi s tem projektom sva na voljo jaz in pa vodja tega projekta, dr. Vladimir Meglič. Lahko pa tudi spremljate aktivnosti na projektu na družabnih omrežjih ali na naši spletni strani, kjer imamo podstran namenjeno temu projektu. Hvala za pozornost še enkrat. Hvala tudi vam, dr. Lukač, za tole izredno zanimivo predstavitev projekta. Tako da zdaj pa vabim vse sodelujoče, če ima kdo kakšno vprašanje, ga lahko kar direkt postavi dr. Lukaču. Vprašanje je bilo zastavljeno, če lahko naknadno dobimo to predstavitev. Odgovarjam v bistvu, da smo tole posneli, bo na voljo tudi posnetek. Zdaj pa še vi, gospod Lukač, če bi lahko tudi predstavitev samo dobili. Jaz lahko to predstavitev posredujem, samo jo moram verjetno malo stisniti, malo je, ko bo neki prijaznejši format, zdaj. Ja, mogoče damo v PDF, da bo majčkeno lažje gledati, se strinjam. Ja. Če boste, bomo lahko tudi mi uredili, pa potem posredovali vsem udeležencem, če želite. Bom jaz to uredil
recimo do začetka prihodnjega tedna, jutri pojutrišnjem imam neke obveznosti, pa bi rad tisto rešil najprej, pa vam pol posredujem, no. Ali pa Zmenjeno. prek vikenda. Odlično, hvala, pravi gospod Jakob Stanič. Še kdo drug kakšno vprašanje? Je gospod Lukač vse že povedal svoje predstavitve. Ja. Tako da. Potem se vam pa jaz lepo zahvaljujem v imenu Turizma Bohinj za tole predstavitev. Vsem hvala za udeležbo in pa se vidimo še na kakšni drugi prireditvi v okviru Festivala cvetja. Lep večer vam želim. Lep večer vsem, hvala. Ja, Lep večer vsem, hvala za udeležbo. Hvala.